Pediatrična paliativna oskrba je celostna, multidisciplinarna oskrba neozdravljivo napredujoče bolnih otrok. Kot prvi tim jo izvajamo na pediatrični kliniki v Ljubljani. Skupaj izdelamo, skupaj z starši, skupaj z vsemi zdravstvenimi delavci iz vseh nivojev, torej tudi iz sekundarnega, primarnega nivoja, tam, kjer otrok živi, pripravimo skupen načrt nadaljnjega zdravljenja in oskrbe, kaj je za otroka dobro in kaj pomeni olajšanje za družino. Sestavljamo tim nekaj zdravnikov, sester, psihologov na naši kliniki, sicer pa širimo znanje povsod po Sloveniji, ker bi dejansko radi vključili čim več zdravstvenih delavcev in oblikovali mrežo paliativne oskrbe otrok v vseh regijah, da bi bili vsi otroci, ki jim paliativna oskrba koristi, tega lahko deležni. Ključni del obravnave je tako imenovan družinski sestanek, ker se sestanemo seveda z starši, seveda tudi otrok, če je to možno, in z vsemi zdravstvenimi delavci oziroma z vsemi sodelavci, ki sodelujejo pri obravnavi otroka. Tekom sestanka se pogovarjamo o ključnih zadevah. Pomembno je, da upoštevamo želje staršev, kako si starši želijo, da naprej poteka njihovo življenje pri spopadanju z hudo bolnim otrokom. Poskrbimo za ugodje otroka in družine starši, sorojenci in širše družine. Poskrbimo tudi za vključitev, kolikor je možno, v vrtec oziroma šolo, kar se tiče otroka. Skušamo olajšati in nuditi podporo na nivoju telesnih simptomov, psiholoških, socialnih težav, kolikor obstajajo v družini. Nudimo tudi duhovno podporo, kolikor je to potrebno in starši izrazijo željo za to. Po sestanku sestavimo tako imenovan zapisnik, kjer so navedene rešitve možnim težavam. Navedene so želje staršem, upoštevamo želje in napišemo, kaj starši želijo v obravnavi otroka. Podamo tudi kontakt, kamor se starši in zdravstveni delavci lahko obrnejo za katerakoli vprašanja in podporo. Mislim, da je eden pomembnih ciljev paliativne oskrbe otrok nuditi družinam celostno podporo pri spoprijemanju z otrokovo boleznijo. Tako v psihološkem smislu se tudi trudimo, da naslavljamo stiske staršev in jim nudimo varen prostor, kjer te stiske in strahove lahko izražajo. Skupaj z njimi raziskujemo in razmišljamo o tem, katere so njihove strategije in viri moči, ki jih lahko izkoristijo v procesu spoprijemanja. Pomemben del, ki ga poskušamo ponuditi staršem, pa je tudi v primeru smrti otroka podpora v procesu žalovanja. V sklopu pediatrične paliativne oskrbe z psihološkega vidika se mi zdi zelo pomembna podpora sorojencem. Namreč to je skupina otrok, ki so zelo pogosto sprevedani. Tudi zato, ker pravzaprav skrb staršev za težko bolnega otroka, ki zahteva toliko veliko ene skrbi, podpore, načinov zdravljenja, pač jim nekako, bom rekla, daje manj časa na razpolago, ki ga lahko seveda porabijo in namenijo zdravim otrokom. Tako da v sklopu te naše podpore psihološke vedno namenimo tudi določen del pogovora v bistvu temu, kako to doživljajo tudi ostali otroci v družini. Ker namreč izkušnje nam kažejo, pa tudi sama bi rekla neka znanja, o tem, da v resnici otroci, tako kot starši, tudi oni v bistvu živijo s tem težko bolnim otrokom. Velikokrat pa nimajo mesta ali pa priložnosti, da bi lahko te svoje stiske
pa v bistvu neka vprašanja, ki jih imajo, tudi nekje izrazili, povedali. Včasih se pogovarjamo tudi o tem, da starši opažajo, pa ne vejo, kako bi povedali temu sorojencu, kaj se z bolnim otrokom dogaja, tako da nekako temu tudi namenimo določen del naše obravnave. Otrok s kompleksnimi zdravstvenimi potrebami potrebuje ogromno pomoči. Ravno tako jo potrebuje njegova družina. Tim za pediatrično paliativno oskrbo seveda ponudi to podporo, ponudi poučevanje staršev za intervencije, ki jih potem lahko izvajajo v domačem okolju, poskrbimo za pripomočke. Potrebovali bi pa državno urejeno več pomoči na domu, več strokovnih zdravstvenih delavcev različnih specialnosti, ki bi lahko staršem pomagali domačemu okolju in v nekem delu tudi prevzeli skrb za tega otroka. To je nekaj, kar si zelo želimo in podpiramo. In pa seveda, kar bi poudarila, je to, da si želimo še več multidisciplinarnega sodelovanja na vseh nivojih zdravstvenega varstva.